Namreč polarizacijski tok. Torej, če označim samo 3 take celice, ena, ki je izključno zunaj, ena, ki je noter in pa še ena mejna. Zdaj si bomo pa takole, samo kot intermezzo, mi se zdaj ne bomo pogovarjali o dinamičnih poljih, ampak ko imamo že vse pripravljeno in tudi sliko in tako naprej, je to najbolj na mestu kar tule. Glejte, če bi bilo to polje, rečemo, izmenično. Rečemo, da imamo to, kaj pa vem, 2 plošči kondenzatorja, ki jih priključimo na omrežje, 50 Hz rečemo, in v ta kondenzator damo en takle plastelin. Tako izolacijsko snov, lahko je to oljna kapljica, potem se bo zaradi spreminjanja vektorja, enkrat kaže tja, enkrat nazaj, to se pravi, zaradi dinamike električnega polja se bodo tudi tili plus minusi, zdaj premikali. Če vzamemo elektronsko polarizacijo, elektronski omot bo zdaj takole skakal. V kristalni rešetki se bodo tudi ioni premikali. In če vzamemo dipoljsko polarizacijo, se bojo molekule obračale. To smo že tudi omenjali. To se pravi, se bo kaj dogajalo? Tale minus bo šel na mesto plusa, plus bo šel pa na mesto, minus pa na mesto plusa. In tule isto. In tule isto. Torej, ti vezani naboji bodo še vedno ostajali znotraj strukture, torej znotraj atoma, kratko malo, ali molekule, ujeti v tej celici, ampak premikali se pa bodo. In kaj želim že zdajle opozoriti? Vsako premikanje naboja je električni tok in vsakemu električnemu toku pripada magnetno polje. In si morda že zdaj zapomnimo, da zaradi tega toka vezanih nabojev, polarizabilnih nabojev, imamo tudi magnetni učinek. Če ste v knjigi malo pozorno iskali, boste našli tudi fizika oziroma človeka, ki je to eksperimentalno pokazal, dokazal. In sicer je imel ploščni kondenzator, noter dielektrični disk in ga je vrtel. In s tem, ko ga je vrtel, so se vezani naboji tudi vrteli, gibali. In je izmeril njihovo magnetno polje. Torej, tudi gibanje vezanih nabojev je električni tok in kot takemu pripada tudi magnetni fenomen. Včasih so mislili, da samo tistim tokovom v žicah pripada magnetno polje. Ampak Ampere s tisto svojo hipotezo, iz katere pač izhaja tudi poimenovanje Amperovi toki, že Ampere je rekel, da pri trajnih magnetih morajo biti očitno noter še neki toki, ki tisto polje povzročajo. Ampak za tiste toke ne velja, rečemo, Joulov zakon. Zaradi tistih tokov se trajni magnet ne segreva. No, zaradi telih tokov se pa dielektrik tudi segreva. Malo sem že omenil te dielektrične izgube, mikrovalovko in tako naprej. No, in seveda, če je to polje izmenično, se tudi tale naš vektor, P, zdaj spreminja. Torej, takole, mogoče za stotinko, tisočinko nanometra se ti naboji premikajo. Tako, no, in zdaj, če vzamemo tole zadnjo enačbo, bi takole rekli, če mi tole odvajamo, potem lahko tale odvod pa integral zamenjamo, veste, integral vsota je vsota integralov pa tako naprej, tudi odvod, odvod vsote je vsota odvodov, se integral je vsota. Se pravi, da lahko to pišem tudi kot integral. Zdaj pa tukaj uporabim
tole notacijo, ker je vektor P pa krajevna funkcija tudi, ne, od točke do točke je drugačen ta vektor P v splošnem. To se pravi, moram pisati tukaj parcialni odvod, ne, to se pravi, da je to časovni odvod, to se pravi, hitrost spreminjanja tega vektorja s časom, a ne. No, in to je pa enako, gledajte, minus dq notranji polarizacijski po dt. Po tejle enačbi je pa negativni odvod nabojev enak tudi toku. To se pravi, da jaz lahko tole pišem, da je to enako tudi integral po ploskvi tokove gostote krat dA, samo ta tokova gostota je zdaj neka posebna tokova gostota. To je tok vezanih nabojev in ta tok imenujem tudi polarizacijski tok. A ne? To se pravi, jaz lahko na meji, ne, tej meji A, zdaj govorim o gostoti toka vezanih nabojev. No in seveda, iz tega ven sledi, da je gostota polarizacijskega toka določena z odvodom tega vektorja polarizacije. To se pravi, moj vektor polarizacije, njegova časovna dinamika, oziroma odvod, a ne, tudi določa jakost tega toka. Ta tok je pa pravzaprav kreator magnetnega polja, ne, gibajoč naboj, ne, je vir magnetnega polja. To se pravi, kolikrat smo tale vektor P tako, a veste, pripeljali noter v zgodbo, se veste, pri dipolu, dajmo produkt, krat razdalja imenovati dipolski moment. Pol smo neko prostorninsko gostoto upeljali, spet kakšen rekel, kva pa spet to treba. Ampak na koncu pa vidimo, da se s tem takole definiranim vektorjem na koncu izraža neka količina, ki je pa izredno pomembna za drug semester, za magnetni učinek.